Jaz sem Cvetka Planinc, je Tina hodi k meni, 2-krat na mesec me obiskuje in sem prav vesela, ko pride in se lepo sprosti, lepo se pogovarjamo. Ona meni pove, kaj je doživela v tem času, jaz nimam dosti povedati, glih ne. Jaz sem se pridružila letos k projektu Pomoč. Gospa me je dobro sprejela in tudi meni je prirasla k srcu, tako da je zelo taka prijetna gospa, je super se z njo pogovoriti in podružiti. Je ona prijetna deklica in lepo smo se ujele, tako da je res, kar vesela sem, ko pride in srečna sem, da jo imam. Najprej me je zajel en strah, kako bo to vse javno življenje se je zapiralo, vse trgovine, razen živilskih, to najnujnejše je ostalo. Pol ni bilo teh nekih javnih prireditev, druženj, obiskov, tako da mi je bilo to res ena neznanka, ta covid. Čisto odmaknilo je tole življenje naše, drugače živimo zdaj. Nesreče človeka skoraj naselijo, ceste so prazne. Prej so se otroci med sabo igrali, to je bilo živžav pred hišami, na cesti. Zdaj pa tega ni. Že ljudje se tako v soseščini držijo, vsak sebi. Bolj ne veš, a boš ti dobrodošel in smo eno drugega kar odrezani. Ja. To je hudo. To je. Spoštujem in sem vesela, da je nekdo od zunaj hiše, ki se zanima za mene in da se mu jaz lahko posvetim njemu, ona se posveti meni. Tako da smo obodve, jaz tole zelo spoštujem, sem vesela, da sploh je ta hiša tole omogočila tem mladim, da se družijo z nami. Mi tudi lahko njim kaj povemo iz svojega življenja, nekaj se oni od nas naučijo, mi se pa v tem primeru počutimo bolj varni. Ne? Jaz vem, na koga se lahko obrnem, če bi kaj rabila. Ne? Oni so za našo pomoč. Izkušnje, osebno zadovoljstvo, da se lahko razvijam naprej svoje potenciale, ki so skriti. Odločila sem se tudi za to, da si zapolnim čas, naberem neke izkušnje nove, da pridobim bolj na tej samozavesti oziroma samopodobi, tako da to v bistvu. Jaz bi vsakemu priporočala, tudi če se mu ne bi videlo, da je to nekaj ugodnega, ampak bi mu vsakemu priporočala, ker le čisto drugače se počutiš, varen se počutiš. Znam ceniti to in je pa ogromno ljudi, ko bi to rabili. In jih bi kar treba, da bi jih poiskali in da bi dobili takega človeka, mladega človeka iz družbe, ko bi čutiš, da on se zanima za tebe in da kje ti lahko pomoč dobiš. Ne? Ko jo imam pri sebi, ko ona pride k meni, ne se vidi, kot da je prišla moja vnuka in tako tudi čisto jo imam za svojo že in sem res vesela, je taka prijetna deklica, da se lepo zna pogovarjati, spoštuje starejše ljudi in to mi je pri njej najlepše. Da. Jaz bi priporočala, da si dobi takšnih, kot sem jaz, še vsaj 10. Da bi bila čisto polno zaposlena.